Hej, živijo vsem na tej strani. Evo, spet sem dobila en tak vzgib, da se vam javim in sicer ena stvar, ne, se pač v teh časih dejansko dogaja, da bomo morali biti še bolj prisotni, še bolj se zavedati tega, kaj zaznavamo, kaj se dogaja, kaj gre skozi našo glavo, kakšne senzacije imamo v svojem telesu, ker namreč dejansko naše telo je senzorni organ, ki nam skozi daje informacije o tem, kaj se dogaja s telesi okrog nas, s telesi, ki so lahko oddaljena, lahko so tisoče in tisoče kilometrov oddaljena in jih vseeno zaznavamo. Ne? To je naša sposobnost kot bitja. In če si tega ne bomo priznali, če dejansko ne bomo tega ozavestili, bomo skozi pod vplivom tega. Ne? In danes bi vam rada čisto na praktičnem primeru pokazala, kako z mojim najljubšim orodjem, ki sem ga dobila v Access Consciousnessu, odstraniti to dramo, travmo, težo, neko zakrčenost, neke poglede, ki jih pač zdaj nam servira okolica. In sicer to je, komu to pripada. Se to ste že 100-krat slišali, a ne, pa 100-krat vam bom še povedala, verjetno, če se boste še kaj združili z mano. Dejansko, dajmo zdaj vzeti, mogoče samo za uvod, torej vse to, torej 99% vsega tega, kar zaznavamo, vseh teh naših misli, ki gredo skozi našo glavo, to nekih senzacij, ki jih imamo čez dan, v telesu ali pa celo bolečin ni naših, ampak samo zaznavamo. Ne? In ker tega nihče nam nikoli ni povedal, vse to mislimo, da je to naše in to vse vzamemo kot svoje in iz tega začnemo potem ustvarjati svojo resničnost. In zakaj bi ustvarjali iz nečesa svojo resničnost, kar ni naše? In enostavno z vprašanjem, komu to pripada, ločimo tisto, kar ni naše od tega, kar je, neki mili promilček, ne? In ohranimo na ta način svojo energijo, ohranimo to vibracijo, ki smo jo imeli prej, ne? Ampak takoj, ko kupimo neko laž ali pa nekaj, kar ni našega, dejansko postanemo taki težki, dejansko, če začnemo kupovati neke poglede, ki za nas niso res, postanemo težki, zakrčeni, energijsko se pomanjšamo in bomo zdaj čist praktično naredili dejansko to s tem vprašanjem in boste videli pravzaprav v tem trenutku, na tej svoji pač energiji, pač v tem, kar ste zdaj, oziroma kaj se za vas dogaja v tem trenutku, če se bo kaj spremenilo. In jaz si grem staviti, da se bo. In sam dobite pač energijo tega, ali vas nekaj zdaj skrbi, ali imate neke poglede, o čemarkoli, ali to o finančni situaciji, o odnosih, o tem, kaj se dogaja na svetu. Dajte dobiti to zdaj. Ok, in zdaj bomo to samo rekli, komu to pripada. In sam pogledajte, če se kaj spremeni. Pa spet, komu to pripada. Pa malo bomo vedno počakali vmes in sam pogledajte, če se kaj vaša energija spremeni, če se te stvari kaj spremenijo. A komu to pripada? In ni potrebno iskati odgovorov, ni važno, lahko je od 100 ljudi, ki jih sploh ne poznate. Komu to pripada? In če se lajša, to pomeni, da ni vaše. In samo zavestno pošljite, od koder je prišlo. Komu to pripada? Komu to pripada. In lahko določene stvari lahko bojo izginile takoj, za določene stvari se boste mogli velikokrat vprašati. A ne? In dajte dobiti tudi, recimo, če imate kako senzacijo v svojem telesu, ali je to neka tesnoba, ali je to neka anksioznost, ali pa karkoli, ali nekaj, kar vi naslavljate kot strah. In dajmo tudi za to vprašati, torej, komu to pripada. Pa sam pogledajte, če se kaj spremeni. Komu to pripada? Komu to pripada? Komu to pripada?
Komu to pripada? Komu to pripada? Komu to pripada? In vse posod tudi, če recimo se stvar mogoče celo olajša, pa čist ne izgine, pa izgine, pa pride nazaj, vam priporočam, da tudi rečete, ok, vse posod, kjer sem se že s tem strinjal, pridružil, upiral, reagiral, kar omogoča, da to obstaja, vse to razgrajujem in uničujem, pa right and wrong, good and bad, podem pok, all in short boys, in torej uporabite Accessovo čistilno izjavo. Torej, če jo še ne poznate, jo lahko dejansko si pogledate na spletni strani, bom kar vam napisala tukaj v komentarje, www.statement.com. Tukaj imate en lep video, ki ima tudi slovenske podnapise, in pravzaprav si lahko pogledate, kaj ta čistilna izjava naredi, zato ker lahko, ko jaz rečem tako na hitro, se lahko sliši kot nek neki hokus-pokus, ampak dejansko lepo naslavlja določene stvari, ki jih mi naredimo ali prave, napačne, dobre, slabe in tako naprej. Torej, ja, to in tole orodje, torej, to je moje najljubše orodje, zato ker toliko zaznavamo, mi dejansko si sploh ne priznavamo, koliko se zavedamo, koliko zaznavamo druge ljudi, to, kar se dogaja z drugimi okrog nas in vse samo to jemljemo za svoje in če bi to orodje uporabljali, oziroma to vprašanje, jaz to imenujem orodje, če bi to vprašanje uporabljali 3 dni zaporedoma za vsako svojo misel, občutek, čustvo, neko senzacijo v telesu, bi videli, da nič ni vaše. In v tem času, ko smo zdaj, ko napoveduje to in ono in tretje in četrto, je pravi čas, da naredite ta, kako bi rekla, ne eksperiment, ampak da dejansko to naredite, da 3 dni zaporedoma za vsako svojo misel, vsako občutek, čustvo, senzacijo v telesu sprašujete, komu to pripada. In boste videli, naenkrat boste spet vi, boste spet v tej svoji energiji, v tem, kar se poznate kot sebe. Mogoče bo še šlo stran kaj, na podlagi česar ste delovali in leta, pa sploh ni bilo vaše. Ste sam zaznali in ste so vzeli za svoje in ste potem začeli z tega delovati. Ampak treba je pa to narediti. In to dejansko uporaba tega 3 dni, se res resnično tega 3 dni ne uporabljamo, zato ker tako me še 100 drugih stvari delamo in pozabimo in tako naprej, potem se spet spomnimo, pa spet začnemo uporabljati. Ampak to bo lahko največ dela, kar ste ga kadarkoli upravljali, zato ker toliko zaznavamo, ker toliko gre enih misli skozi našo glavo, toliko enih zaznav, toliko enih občutkov, ampak če boste to naredili, boste imeli pa, si boste podarili eno darilo, ki vam ga nihče nikoli več ne more vzeti, zato ker boste vedno, kadar se boste počutili tako težke, pokrčene, nelahkotno, boste uporabili to vprašanje in boste spet dejansko prišli do tega, kar v resnici ste. Vi, ko ste vi, ste lahkotni, radostni in veličastni. Tako da, dajmo še malo, no, dajte, zdaj vidim, da so se še tudi pridružili novi ljudje, lep pozdravček, ko sem, sicer ne vem, kdo se pridružuje, zato ker preko tega StreamYarda se javljam. Lahko mi tudi napišete kaj v komentarje, odkot me gledate, kje ste, odkot ste, in dajte dobiti spet, ali pa mogoče kak pogled, ki ga imate, ki ste ga zelo pred kratkim zavzeli, ali pa ste začeli o tem razmišljati, dajte to dobiti. Rekli, komu to pripada? Komu to pripada? In sam ne iskati odgovorov, sam pogledajte, če se karkoli spremeni, če se kaj olajša, če izgine. Komu to pripada? In vse posod, ker ste se s tem že strinjali, pridružili, upirali, reagirali, bi bili pripravljeni vse to krat godziljon razgraditi in uničiti. Godziljon je pa sam Bog ve, kolikrat je treba to razgraditi in uničiti. Ok, komu to pripada? Komu to pripada? In to zdajle, pač to, kar se dogaja, ker je toliko ljudi v enih drami in travmi, dejansko se
zelo hitro se pač nalezemo tega, to mislim se zaleze tako v nas, ne, in res, tako sem že na začetku rekla, bomo morali biti še veliko bolj v tem prisotni, v tem svojem delovati zavedanja, da vse to ni naše. Torej, komu to pripada? In se sprašujte to, dokler stvari ne izginejo, dokler ne postanete spet lahkotni in dokler ne ustvarite za sebe spet ta prostor, za katerega veste, da ste vi. Torej, komu to pripada? Komu to pripada? In sam zavestno pošljemo, od koder je prišlo. In zakaj rečemo zavestno pošljemo, od koder je prišlo? Zato, ker ta oseba, od katere smo to zaznali, verjetno to tudi ni njeno in bo na ta način, ker mi zavestno to pošljemo, od koder je prišlo, lahko zavestila, da to ni njeno in opustila. Zato. Torej, komu to pripada? Komu to pripada? In zdaj, dejansko, ko vam jaz to govorim, lahko vidite, ali se za eno stvar, ali nek občutek, ki ga imate zdajle, vse to pravzaprav lahko skupaj z mano naslavljate, komu to pripada. In sam rečete, ok, komu to pripada? Ok, komu to pripada? Komu to pripada? In jaz tako prav zaznavam energijo, kako se prav spreminja, ko zadobite videti tisto stvar, nekaj, ko pač jo zaznavate, ali pa ste jo nekako zavzela, ne? In ko govorimo, komu to pripada, ko se ful spreminja energija. Komu to pripada? Komu to pripada? Komu to pripada? In to pač tudi zato sem danes rekla, da to z vami delim, zato ker predvsem v trgovinah je zdaj taka energija čudna, da hitro pademo v to vibracijo, hitro pademo v to energijo in danes jaz sem bila pač v trgovini in sem se pol tako prav res ful zatem spraševala, ok, komu to pripada? 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 Dokler naenkrat vse to ni izginilo. Začelo me tudi nekaj iz nosa teči, nekaj sem se začela čudno počutiti. Komu to pripada? Komu to pripada? Ker dejansko morate se zavedati, da tudi mi zaznavamo, zdaj vse tiste ljudi, ki so prav zboleli in gremo v njihove svetove, v njihove resničnosti in jih zaznavamo in jemljemo to kot svoje, ni naše. Ne? In takoj, ko pa vzamemo to, zdaj jaz bila danes rekla, ojoj, ne, zdaj pa sem dobila, ne vem, gripo ali pa in bi to strdila, to bi začela, takoj, ko se s tem strinjam, pridružim, začnem to strjevati in iz tega začnem kreirati svojo resničnost. Namesto tega sem šla, ok, komu to pripada? Komu to pripada? Komu to pripada? Pa sem šla s kužkom v gozd, na sprehod, pa sem se, ko mi je tako nekaj iz nosa skozi tekel, sem se vprašala, parkrat sem se vprašala, komu to pripada? Komu to pripada? Brez iskanja odgovorov, ni važno. Ne iščemo odgovorov. In je pa izginil, vse je izginil. Tako da, res, ampak, kakor sem že trikrat zdaj rekla, dejansko bomo mogli še ful bolj iz zavedanja delovati, še ful bomo mogli iz zavesti in dejansko prepoznati, kaj v resnici se dogaja, da te stvari niso naše, ampak da smo sam zaznavamo, da smo bitje, ki zaznava in naše telo nam tudi daje informacije, skozi nam daje informacije in jih s temi orodji lahko naslovimo. Tako da tole za danes, imate tudi prejšnji video, ki sem ga naredila o zanimivem pogledu, ki je tudi odlično orodje in vedno tako, mislim, tukaj morate vedeti, da ni prav pa narobe, ni zdaj v tej situaciji uporabljaš to, v tej situaciji uporabiš to, ampak uporabite tisto, kar za vas deluje. Vzemite tisto orodje, ki za vas deluje in ga uporabite. Zdaj smo res v takih okoliščinah, ko ta orodja še ful bolj, kako bi rekla, mislim, se jaz jih še ful bolj uporabljam, jaz jih prej že skozi uporabljam, ampak zdaj pa skozi, ne. Tako da, ja, Irena pravi, se strinja, da je trgovini čudna negativna energija. Ja, tako da, pač jaz sem tako, pač za sebe sem nekaj čim manj pač v trgovino hoditi, oziroma, da imate to zavedanje, da res pač tam hitro se lahko to pač zaleze v nas, ne, in da pač uporabite ta orodja. Tako da, evo, to bi bilo za danes.
lepo se imejte in se javim še kaj s kakim drugim orodjem. Imam pa tudi še kup enih stvari, pravzaprav zdaj smo pač jaz imela že prej veliko stvari po spletu, zdaj se pa kar vse dogaja po spletu, tako da lahko tudi pogledate malo, kaj na urniku, so zdaj objavlja tudi nove dogodke in se lahko tudi kje srečamo še tako tudi za kako poglobljeno bolj pač debato oziroma pač svetovanje ali pa kaj, facilitacijo. Tako da lep večer vam želim še naprej. Bodite v zavedanju, uporabljite orodja in dejansko res delujte iz zavedanja, da vse to, kar zaznavate, ni vaše. To 99,99% vsega tega ni vaše. Tako da, adijo, lepo se imejte. Čau.